Živijo družba, spet sem jaz. Za vse tiste, ki me ne poznate, moje ime je Jana in znašli ste se v četrtkovi rubriki, ki se imenuje Bela palica. In sicer tukaj govorimo o različnih stvarih, ki so tako ali drugače povezane s slepoto in slabovidnostjo. No, tokrat sva se pa končno z Diegom odločila, da greva malo na teren in bova posnela, kako jaz uporabljam belo palico. Moram povedati, da jaz nisem bila deležna kakšnega usposabljanja uporabe te palice, kakšnega zelo detailnega tečaja. Mene je moj inštruktor Jose Luis me učil približno 2 urice uporabe te bele palice. Tako da naj vas opozorim, da moj namen ni učiti kakšne tehnike uporabe palice, ne. Jaz bom samo tistih nekaj malenkosti, ki me je naučil on, pa moje lastne pogruntavščine bom delila tukaj z vami. Bom delila svojo osebno izkušnjo, ne jemljite tega kot poučevanje določene tehnike uporabe palice, ker za to nimam ustreznih znanj. No, ne vem, kako te zadeve učijo v Sloveniji, ker jaz sem izgubila tukaj v Mehiki, ampak tukaj pravijo, da je bela palica podaljšek naših oči. Tako da bela palica ima zgornji del je roč ali pa držaj, ne vem, kako bi se tej zadevi rekli, kjer se palica prime. Spodnji del je pa tak kovinski, okrogel del, ki se obrača. Ko palico premikaš, jaz pravim, da pometaš z leve na desno, se tale krogec vrti in zaradi tega je bolj, se lažje zadeva vrti, no, se ne zatika palica na vsakem koraku. Zdaj na meni so rekli, da mora biti palica visoka 10 centimetrov nad popkom. Če je manjša, potem premajčkan kot dosežeš s palico, se pravi lahko nevarno zaradi tega. Če je prevelika, se lahko pa nos potakneš, bi bil pa edin za kakšen skok v palici lahko uporabna. Takole. Tudi svetujejo, ta moj inštruktor, zdaj tehnike so različne, ne, jaz palico takole pometam z leve proti desni, nekateri uporabljajo na tale način, da tikajo z njo. Jaz ne vem, kako si na ta način lahko pomagaš, mene to nihče ni učil. Tako da jaz sem bolj se zanesem na to tehniko, da se pometa. Potem so mi dali pa še nasvet, da naj se pa orientiram po zidovih. Ja, vse lepo in prav, ampak jaz sem velika slovenska punca, sem velika 1,82 m. In tukaj je cel kup števcev vode in elektrike na zidovih, namontiranih, tako da sem že 2 do 3-krat dobila gratis make-up na lev oči ali pa na desen, odvisno na kateri strani sem števc srečala. Tako da zame ta tehnika ne ustreza. Se orientiram po zidovih, po tisti poti, ki jo jaz poznam. Recimo tukaj na tej hiši vem, da ga ni, tako da se orientiram po zidu. Jaz se rajši orientiram po robu pločnika, a ne tako, da ne izgubim smeri, ker, a veste, ne, če izgubiš vid, vi ka vidite, vidite, kdaj greste naravnost, jaz pa ne vidim tega. In mi je lažje se po robu nečesa orientirati. Tako, no, zdaj sem pa na prvi preizkušnji od poti od mojega doma v šolo Polisov. V bistvu grem zdajle Polisov na poletni tečaj. In sem na prvi taki preizkušnji in sicer sem zavila z moje ulice levo in sem zdaj na prvi dolgi ulici, 6-krat bom prečkala cesto, no, ali pa uličico recimo. In zdaj sem na prvem vrtičku, ki je tak čuden, ker ima tale pločnik, je poškodovan naokrog, tako da moram jaz prečkati ta vrtiček. Na levi strani je zid, tako da bom jaz pomikala palico levo, desno ob zidu. Zdaj sem pa slišala, da pa zveni malo drugače, vem, da ni več zidu, je tak prazen zvok ima. Tako da moram zdaj cementne kocke najti na svoji levi. Tukaj pa ne moram pometati, zaradi tega, ker je trava, tukaj pa moram dvigati palico. No, skratka, zdaj se orientiram po teh cementnih kockah, da bom prišla do konc vrtu. Pardon, me sklanjati, že dva kecajo. In zdaj sem že našla pločnik. Našla pločnik, zdaj vidim tudi s palico, sem zdajle ugotovila, da gre navzdol, se pravi, moram že prečkati uličico in je treba poslušati, aha, ni prometa, lahko prečkam. Zdaj moram pa, tukaj sem se že parkrat zgodila, zdaj malenkosti, poskušam iti čim bolj naravnost in spet zveni drugače, tako da vem, da se približujem nečemu, zidu ali pa nečemu. Evo, tukaj sem našla pločnik, se moram sam prepričati, da ni robu, da ne bom od tele matko pristala. Evo. Ograja, že kovinska, in zdaj sem našla že naslednjo ulico, se pravi tukaj je 2, jaz si štejem. In tukaj so taki stebri cementni. Bom šla bolj previden pa počas, zaradi tega, da ne bom kakšne glavce dala temu stebru, ne bi jaz to, nogometno prvenstvo je njim. Bom šla tukaj počas, da najdem stebr. Prvi je tukaj. Zdaj bom drugi stebr, grem tudi spet majčkam bolj počas, da ne bom prehiter.
bo, no, če bi se rekla temu, čeprav sem prišla na džimu, da spet prišla do pločnika, se prepričam, da ne bom čez robnik padla. In tukaj iščem zdaj bogal hiše ali pa vrta, kar pač je. No, tukaj pa vem, da ni nič, ni stebra, ni ničesar, ni vrtova. Tukaj grem pa lepo mirno levo, desno. Še vedno sem pa preverjam, ves čas preverjam, da ni kakšnih smeti pred mano, da ni kakšnega peska, da ni kakšnega avta, ki na pločniku parkira. To se pa lahko zgodi, ne vem, 5 sekund nazaj ni tako, potem, ko pa jaz grem, se pa zadeva spremeni. Evo, in zdaj pač grem po tele ulici, grem lahko majčkar hitrejš po tem delu pač pločnika in bom spet prišla na rob. Se spet pač zmanjšujem hitrost in zaradi tega, ker mislim, da bom kmalu se pripričala na pač robu. Evo. Pa sem prišla spet do roba. Da ni prometa in varno prečkam. Spet drugačen zvok, tako da vem, da sem se približala drugemu pač pločniku. Tukaj sem našla robnik. Zdaj pa lahko ob robniku vidim, kam gre smer in grem. Tale del ulice, mu pa jaz rečem, da je Okso, zaradi tega, ker je trgovina z imenom Okso. Pa vem, da je na poti je en dreveščak, drevo z listi in potem je še en velik cementni stebr. In za tistim cementnim stebrom pa potem 7-8 korakov naredim in prečkam ulico, ker pa večja ulica. No pa pejmo. Avto. Joj, dobro, da nisem v Sloveniji, bi me verjetno nasmeti za ušesa. Evo. Tukaj bo pa zdaj drevešček, tukaj se je rad en kuža zlekne, vidno. Dreveščak. Pa tukaj je pesek, danes je pesek na tem. Pa smeti, fresh, tega? Yes. Smeti, evo. Pa koliko tam smeti dano in pač en zvon zvoni in potem moraš ti smeti ven postaviti in ti kamion pobere. In to je tudi ena nepredvidena zadeva. Se pravi, ni pomemben, koliko jaz poznam svojo pot. V vsakem momentu lahko kakšna ovira, ki je v drugem trenutku ni, tako da moram biti čist skozi, moram biti skoncentrirana. No, zdaj pa iščemo cementni stebr, ki sem ga prej omenila. Upam, da se delo ne bo zvrlo, ko vrikar snima. Aha, tudi cementni stebr, zdaj bomo pa šteli 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zdaj se moram iti na desno obrniti. Se prepričam, da ni prometa in da lahko varno prečkam. Zdaj bomo pa prišli do ene delavnice, kjer je gospod pač popravlja avtomobile in je zelo prijazen, me vedno pozdravim, me že jih parkrat rešil, ko sem se skupila. Tukaj pa diši po olju, tako da vem, da sem prišla na te delavnice. Tako lepo v zidu in na desno. In se držim robnika. Lahko tudi v bistvu stene držim. Včasih so tudi cel kup stvari postavljali od sprede, ker je bila trgovina in so mi res pokazali, da ker tak poligon za policijsko akademijo. Včasih so se slava tam zelo delano padla, nisem sicer nikoli, no, sem razmeri pravilna. Je pa zdaj lažje. No, tukaj pa konc teh lokalčkov, da se pa potem trava začne. Pa pločnik pa trava. Tako da pač samo sledim pločniku. Evo. Samo po pločniku naprej. Muska, to je siguran kakšen avto ali pa kombi.
mojega pločnika. Tega skučalo skočiti, espera? Espera. Zdaj pa slišam avte. Hay mucho tráfico, ¿me ayudas para que no esté demasiado largo el video cuando puedo cruzar? Claro, ya puedes cruzar. ¿Ya? Evo, zdaj bomo pa prečkali. In tukaj je pa en vogalček, kjer je ena trgovina in tukaj je velika kakšna embalaža sprejeli, kakšni kombi, tovornjaki, kakšna šine robo. Tako da morate tudi prevideti. Tole bo zdaj avto. Na drugi strani je avto. No, tukaj bom pa zdaj ta glavno avenijo prečkala na poti do šole do Lise in da slišam prometa. Vamos, ¿verdad, Diego? Así es, hay un carro, párate. Evo, zdaj bom Pasamos. prečkala prvi Sí. del. Tukaj vmes je ena taka sprehajalna pot za pešce. In moram desno, evo na desni strani sem zdaj videla, pač sem našla robnik. In jaz enostavno sledim robniku do konca, ko vidim, da spet zaokrož na desno, pomeni, da bom prečkala drugi del avenije. Zdaj slišim avto. Ja, pojedo, Diego? Sí. Evo, avto je šel min, in grem jaz lahko samo po cesto. In tukaj je pa moja priljubljena papirnica. Zdaj je lepo, zdaj že slišam, da se bliža, drugače zveni, kadar se bližam lokalu in bom šla gor. Zdaj smo pa prišli do moje priljubljene papirnice. Tukaj se mi zalagamo z vsemi zadevami, ki Lisa rab za v šolo. Ja, hvala, da ste me spremljali po poti od doma do te papirnice. Še en košček nam manjka za iti v Lisino šolo, 3 minutke naravnost. Jaz upam, da si predstavljate, kako jaz uporabljam palco, predvsem pač to komentiram mojim videčim prijateljem in tudi, da ste si mogoče malo utrip mehiških ulic ali pa Mehike, da ste pač na ta način dobili z vsemi temi zvoki, avtobusov, glasbe in tako naprej, da vidite, da je to res ena dežela veselja in seveda sonce ne manjka, Mehika je dežela sonca. Upam, da se vam je video zdel zanimiv. Lahko ga jasen, da delite s komarkoli želite. Če še niste člani moje YouTube družinice, se lahko vpišete in sicer aktivirate zvonček spodaj in boste brezplačno obveščeni v vseh novih vsebinah. Se vidimo tukaj prihodnji četrtek. Adijo!